Gradnja prizidka in energetska sanacija v Splošni bolnišnici Celje tečeta po načrtih. Specializanti so delo v zdravstvenem domu Celje ocenili z visoko oceno. S 1. septembrom bodo v šolske klopi sedli vsi osnovnošolci. Nogometaši Celja preko Dundaljka v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V Splošni bolnišnici Celje trenutno tečeta dve večji naložbi. Ena je gradnja nove bolnišnične stavbe, druga pa energetska sanacija. Dela ob manjših zapletih sicer tečejo po planu, končali pa naj bi jih v letih 2021 in 2022. Potem, ko so oktobra lani podpisali tripartitno pogodbo za gradnjo prve etape bolnišnične novogradnje, se je začela 24 milijonov evrov vredna naložba, v katero so zajeta gradbena dela, oprema stavbnim pohištvom, komunalna ureditev, električna in komunikacijska napeljava, klet in pritličje pa bodo tudi opremili. Novogradnja poteka koliko se da v okvirih, ki so predvideni. Seveda z menjavo nadzora so se zadeve nekoliko upočasnile v projektivi, ampak pripravljalna dela so tekla normalno. Tako da se zdaj ta podaljšek stavbe že vidi, kako se tudi dviguje. Mi pač kot uporabnik nimamo nekih posebnih pravic ali pa možnosti vpliva na to, pomagamo predvsem tako, da bodo zadeve sprojektirane v dobro pacientov in pa seveda tudi v korist zaposlenih v smislu dela, in tukaj projekti tečejo naprej in stavba se dviguje z ogromno vložka dela, seveda iz vseh treh strani. Po pogodbi naj bi dela zaključili februarja leta 2022. V naslednjih letih pa si v bolnišnici želijo, da bi Ministrstvo za zdravje našlo potrebna sredstva tudi za naslednje faze. Sicer pa trenutno energetsko sanirajo obstoječi rumeni objekt bolnišnice. Tukaj potekajo menjave oken, se že obnavljajo tudi strehe na celi bolnišnici, fasada bo pač prišla na koncu. Tukaj imamo več težav, predvsem tudi zato, ker nam je vreme v teh mesecih izredno nenaklonjeno, tako da smo imeli kar nekaj vdorov vode ob sanaciji streh. Potrebna so dodatna dela z menjavo odtočnikov, ki niso bila predvidena, vendar so dotrajana. Tukaj pa moram reči, da res je maksimalni angažma vseh zaposlenih, tako vzdrževalnih služb, ki pomagajo pri morebitnem čiščenju, predvsem pa medicinskega dela, ki z veliko strpnostjo pomaga ob morebitnih vdorih ali pa recimo tudi terminskih planih, načinu, na katerem menjujemo okna, eno po eno sobo, tako da tukaj res poteka ogromno angažma vseh zaposlenih, da bi v roku, to je 13 mesecev, to sanacijo tudi izvedli. Maja je izbrani izvajalec začel z deli, zaključil pa naj bi jih do junija prihodnje leto. Naložba je z davkom vredna skoraj 5,5 milijona, za projekt pa so pridobili tudi evropska sredstva. Do zime je pač potrebno čim večje število oken menjati, strehe sanirati in pa potem se začne pač dela na fasadi. Verjetno pač vmes izvajalec računal v zimskem delu, da dela ne morejo potekati v takem obsegu kot trenutno. V bolnišnici še vedno opažajo, da se pacienti in obiskovalci ne držijo vedno vseh navodil, ki veljajo ob spremenjenih pogojih dela v času, ko je novi koronavirus še vedno precej aktiven. Situacija se slabša tudi v naši regiji. Zavedati se moramo, da smo imeli dnevno že več pozitivnih brisov kot v času epidemije, zato posebej prosimo vse bolnike, da so pozorni na to, ali imajo znake okužbe, ali so bili s kom v stiku, da upoštevajo strogo navodila osebja. To pomeni, da na urgenci imamo možnost, da spremlja bolnika en spremljevalec. Sicer v ambulantnem delu prihajajo bolniki brez spremljevalcev, razen če so recimo mobilno pač prizadeti, potem je to en. In da res varujejo svoje zdravje, da se izogibajo večjim skupinam, stikom vsaj 14 dni pred najavljenim posegom ali pregledom. Se pravi, svojce sebe ščitijo, da ne bi prišlo do možnosti okužbe. S tem varujejo bolnišnico. V primeru, da imamo vdor,
pomeni, da lahko pride do prenosa do zaposlenega, smo prisiljeni ambulante potem zapirati v določeni meri, na akutnih oddelkih pa imamo veliko težavo zagotavljanja kadra, ko zaposleni gredo v samoizolacijo. Zdravniška zbornica Slovenije je v zadnji številki zborničnega glasila ISIS objavila rezultate anonimnega ocenjevanja specializantov medicine in dentalne medicine, ki so Zdravstveni dom Celje ocenili kot eno najboljših izobraževalnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Zdravstveni dom Celje je prejel 33 ocen, kar je največ med vsemi ocenjevalnimi ustanovami. Njegova povprečna prejeta ocena pa je 4,9. Specializanti so ocenjevali svoje neposredne mentorje, glavne mentorje ter ustanovo, kjer je potekal izobraževalni proces. V vodstvu Zdravstvenega doma Celje so izrazili zadovoljstvo z dobljenimi ocenami, ki nedvomno kažejo na to, da so mladi zdravniki prepoznali njihovo dobro delo ter ustrezen odnos mentorjev in vseh ostalih sodelavcev v timu. Tudi v bodoče nameravajo nadaljevati z dobrim delom in s kakovostnim prenašanjem znanja mlajšim kolegom, s čimer bi lahko v Zdravstveni dom Celje pritegnili nove mlade sodelavce. S 1. septembrom se začenja novo šolsko leto. Vlada se je odločila, da ga bodo v šolah izvajali po tako imenovanem modelu B, ki med drugim določa prilagoditve glede druženja in obnašanja v učilnicah. V šolske klopi se bodo vrnili vsi osnovnošolci, ne le učenci prvih 5 razredov, kot so nekateri ugibali pred odločitvijo vlade. Ne samo šolsko leto, v letu 2020 tudi počitnice so letos nekoliko drugačne za vse. Otroci in učitelji tako letos verjetno še bolj čakajo na konec počitnic in začetek pouka kot sicer. Menim, da res oboji in tudi zagotovo starši. Ampak zdaj je že dokončno, da v šolo pridemo vsi, kar pomeni, da smo v teh dneh v intenzivnih pripravah na prvi šolski dan, tako kot običajno, ne glede na to, kaj se nam bo seveda v jeseni pokazalo, in menim, da je to tista novica, ki je najbolj dobrodošla v tem trenutku, da se starši razbremenijo, da ne bomo začeli z izobraževanjem nadaljavo, saj upamo, da ne, in pa da seveda bodo učitelji otroke pričakali v šoli, česar se res vsi veselimo in se dejansko pripravljamo v teh dneh na začetek šolskega leta. Kako pa bo potekal pouk od torka naprej? V torek bomo normalno šole sprejele, tako kot smo običajno sprejele otroke v šole. Seveda operativna navodila bomo dali na koncu prihodnjega tedna, torej tik pred zdajci. Namreč še pa vedno ne vemo čisto vseh podrobnosti, tako da starši bodo dobili iz vsake šole individualno dejansko, kdaj se otroci zberejo, na kakšen način se bo vstopalo. Seveda pod pogoji, ko smo rekli, spoštovanjem NIJZ-evih priporočil, ki smo jih sicer mi zdaj že tudi lahko rečemo dobro vajeni, tako da bomo samo ponovili vajo. Če se malo pošalim iz zaključka šolskega leta, otroci vedo in starši tudi vedo, da v šolo prihajajo zdravi, da jih bomo tukaj pričakali, da seveda ne bo čisto vse tako kot v normalnih okoliščinah, ampak lahko rečem, vsak razred bo imel svoj oddelek, pouk bo potekal tako, kot smo tudi zaključili z njim, tako da iz tega vidika v tem B modelu ni tako velike razlike od zaključka šolskega leta, ko smo v šolo prihajali ponovno vsi učenci in smo seveda poučevali tukaj v šolskih prostorih. Boste pa dobili nadaljnja navodila glede verjetno na situacijo s korono, in se boste potem prilagodili tudi, če bo treba med šolskim letom? Zagotovo, že zdaj je tako. Saj veste, to obdobje, ta teden pred začetkom šolskega leta je še tudi tisto obdobje, ko težko rečemo, da bo v torek 1. septembra točno tako, da od 8 zjutraj naprej, ko sprejmemo otroke, ali pa od 9 naprej, odvisno kdaj sprejmemo otroke, bo to tako. Načrtujemo, da bomo
normalno sprejeli otroke, da bomo seveda jim dali tudi urnike, prilagojene urnike v tem smislu, ker bo pa treba kljub temu znotraj vsaka šola prilagoditi organizacijski del, torej tako prehrano učencev, potem zagotovo tudi seveda dejavnosti, razširjeni program, obvezni program zaenkrat se naj ne bi bil nič spremenjen, ampak nekaj organizacijskih posegov pa bo potrebnih in to bomo seveda povedali potem s prvim šolskim dnem, torej s 1. septembrom, medtem ko tudi roditeljski sestanki zaenkrat še predvidevamo, da bomo lahko starše normalno povabili, sploh tam, kjer imamo za to tudi seveda pogoje, da lahko tudi večje skupine, tako da iz tega naslova bo šolsko leto steklo normalno, če lahko rečemo, v drugačnih okoliščinah, medtem ko se bomo pa verjetno morali potem znati pa zelo hitro prilagajati, če bi se karkoli zgodilo. Ravnateljica ob vsem tem še poudarja oziroma polaga na srce. Izjemno pomembno poudariti predvsem to odgovornost, res, izjemno veliko odgovornost, predvsem zdaj v domačem okolju, da se ne izpostavljajo ne starši in ne otroci, da se spoštujejo res higienska pravila, da ne pozabimo, kako smo si tudi roke dejansko in tudi bili čisti, skrbeli za higieno na eni strani, na drugi strani tudi seveda razkuževali, nošenje mask v zaprtih prostorih, to se mi zdi, da je izjemnega pomena in predvsem toliko, da je odgovornost na strani staršev ta, da res v šolo pošljajo otroke, ki so zdravi. To se mi zdi, da je predpogoj, kajti takoj, ko se nam lahko ena okužba zgodi, vemo, da bodo okoliščine zelo spremenjene, kar bi seveda spet morali poseči po novem modelu, kar pa si verjamem, da nihče ne želi, kajti že priprava na tako spremenjene okoliščine pred vodstva šol v tem trenutku postavlja izjemno odgovorno in zahtevno nalogo. Želimo pa, da bi otroci bili čim manj deležni pa tega pritiska novih okoliščin. Tako da se trudimo vzdrževati, kot rečemo, normalno stanje in hkrati biti motivirani in pozitivni, hkrati pa seveda s to veliko zavezo, da vsi opravimo svoj del odgovornosti, da spoštujemo dogovore, da spoštujemo pravila in mogoče še zadnja stvar, ki se mi zdi, da je izjemno pomembna, da starši ne poslušajo kljub temu ne preveliko vse, kar se v medijih sproti na novinarskih konferencah odvija, ker namreč realna slika pri nas je pa kljub temu drugačna. In uradna informacija, ki jo bomo ravnatelji pošiljali domov staršem, je tista prava informacija in ta je za nas verodostojna in ta je tudi verodostojna za starše. Nogometaši Celja so udeleženci drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V prvem so sinoči v Budimpešti s kar 3-0 premagali irskega prvaka Dundalka. Njihov tekmec v drugem krogu bo norveški prvak Molde, ki je s 5-0 izločil finskega prvaka. Celjani so v madžarski prestolnici povedli tik pred koncem prvega polčasa, ko je neodločnost irske obrambe izkoristil iznajdljivi Luka Kerin, ki je že bil na tleh, a vendarle uspel premagati irskega vratarja. V drugem polčasu je Dundalk poizkušal vse, da bi izid izenačil. Celjani pa so vse dvome o zmagovalcu rešili v 90. minuti, ko je v protinapadu kapetan Mitja Lotrič lepo podal do Darja Vizingerja za njegov prvenec v novi sezoni. Piko na i je postavil novinec Filip Dangubič, ki je v igro vstopil v sodnikovem podaljšku in v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Mitje Lotriča. Ja, najprej seveda čestitke predvsem veljajo igralcem in strokovnemu štabu, ki so se zelo dobro pripravili na to tekmo, katera ni bila lahka. Šlo je za prvo evropsko tekmo, za novo izkušnjo naše mlade ekipe, za nogomet, ki so ga srečali z enim irskim nasprotnikom, ki igra precej drugače, kot so verjetno navajeni v slovenski ligi. Tudi kriterij sojenja je bil drugačen in mislim, da so to zelo modro odločili z eno veliko borbo, na kar jih je za to poplačala tudi športna sreča in seveda smo vsi veseli, da se lahko sedaj veselimo naslednje evropske tekme za kvalifikacije za Ligo prvakov.
Tekma drugega kroga kvalifikacij proti norveškemu Moldeju bo v sredo 26. avgusta v Celju. Če bi se v dvoboju Norvežanov in Fincev v nadaljnje tekmovanje uvrstili slednji, bi bilo srečanje spet na nevtralnem igrišču. Ja, pravzaprav je zanimivo, da smo samo Celjani igrali na nevtralnem igrišču, kar je, ne vem točno zakaj, ampak ta zgodba z tem covidom je res zapletena, prepletena. In torej, ja, če bi bili Finci, bi zopet igrali v Budimpešti, ampak na našo srečo bomo zdaj igrali doma za nasprotnikom, ki je predstavnik norveškega nogometa, ki vemo, da dosti visoko tudi kotira v nekem evropskem nogometu, tako da mi pač moramo nadaljevati z takšnim delom. Igralci so se nekaj izkušenj že dobili na tej tekmi, nažalost gledalcev ne bo zopet na tekmi. Ampak predvsem je pomembno sedaj malce pozabiti na to, ker v soboto se začne Slovenska liga, sedaj je to kar naporno delovanje kluba in vse misli so sedaj usmerjene v to tekmo v soboto z Muro, potem pa se bomo začeli pripravljati, oziroma se bojo začeli pripravljati na tekmo v sredo, predtem pa še bo potrebno upraviti vse teste, ki spadajo zraven. Za Celjane je uvrstitev v drugi krog kvalifikacij zelo pomembna tudi iz finančnega vidika. Poleg športnega uspeha je pač v nogometu tudi prisoten ta, če lahko rečem, finančni izid, je pomemben. Je pa res tudi, da na tem nivoju nastajajo tudi pomembni stroški, tako da treba je biti zelo umirjen in pravilno razporediti vse to, ta sredstva, kajti za te tekme se tudi treba pripraviti, treba imeti konkurenčno ekipo in je pa seveda lažje na ta način, ko nekaj dosežeš kot v preteklih letih, ko smo pa začenjali brez tega, rečem, sladkega problema. Pred tekmo proti Moldeju čaka državne prvake, v soboto še začetek novega državnega prvenstva. Njihov tekmec v areni z dežele bo aktualni pokalni prvak Mura. Takoj, ko prideš na vrh, potem te tudi drugi tekmeci verjetno drugače gledajo, čeprav verjamem, da trener Mure je toliko izkušen, da bi se v vsakem primeru maksimalno pripravili na to tekmo. Mi moramo na eni strani to obraniti, po drugi strani se ne smemo toliko s tem obremenjevati, ampak nadaljevati z igro, ki jo znamo. In mislim, da bojo tudi rezultati takšni, kot je treba. Imamo pa že zdaj izkušnje, da ne smemo soditi kar po prvi tekmi končni izid prvenstva. Kljub temu, da je prestopni rok v polnem teku, zanimanje za celjske nogometaše pa je izjemno, do konca evropskih nastopov, odhodov iz arene z dežele, ne gre pričakovati. Ja, tu se kar veliko intenzivno dogaja, za vsako tekmo, ko odigrajo z pozitivnim rezultatom, se zanimanje poveča. Dejstvo je, da je treba tudi tukaj ohraniti nekako mirno kri. Seveda si želimo, da bi v najboljši postavi odigrali vse evropske tekme, videli, koliko jih bo. Po drugi strani pa si želimo, da ko govorimo o igralcih, ki so zanimivi za druge klube, da je treba gledati več vidikov. Seveda, eni vidik je tudi finančni, po drugi strani pa je tudi želja, da se igralci ne samo po domače povedano nekam prodajo, ampak da grejo tudi na stopničko više v njihovi karieri in da potem tudi dosegajo še rezultate na drugih področjih, na drugih igriščih. Predsednik je pokomentiral tudi odstop Branka Veršiča iz upravnega odbora kluba. Nič takšnega hudega se ne dogaja. Gospod Branko Veršič je pravzaprav član upravnega odbora kluba in je na to mesto pač dal odstopno izjavo. Je pa res, da je on bil v okviru upravnega odbora zadolžen za to športno delovanje, športni marketing ali pa direktovanje ekipe. Mi pravzaprav športnega direktorja v pravem pomenu besede, se pravi direktorja, ki je nekako 24 ur zadolžen za delo športno organizacijo kluba, nismo imeli. Gospod Veršič z vsemi svojimi najboljšimi močmi to dela pravzaprav volontersko in zdaj je pač en proces, ko moramo nekako slediti tem rezultatom in se tudi na klubski ravni primerno kadrovsko organizirati.
Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče, popoldne in zvečer pa bodo na severu nevihte, ki se bodo v noči na nedeljo razširile proti jugu. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno in hladneje, občasno se bodo pojavljale padavine. Na Primorskem bo več sonca, zapihala bo burja. Toliko za danes. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi jutri ob 18:30. Nasvidenje.